Našla sem preko 160 ameriških ETF-ov, ki jih lahko kupujemo tudi Slovenci preko New York Stock Exchange ali Nasdaka. Načeloma vsi, ki kupujemo ETF-e, vemo, da to v praksi ni možno, razen če seveda smo profesionalni vlagatelj. Se pravi, teh ETF-ov ne moremo kupovati preko Interactive Brokers, Trade Republic, Revolut, eToro, Trading 212 in drugih brokerjev. Po novem pa jih lahko kupujemo preko INR, torej individualnih naložbenih računov. Kako je to sploh mogoče? Preverili sem na Agenciji za trg vrednostnih papirjev, kjer so mi povedali, da ETF-i, ki imajo sedež zunaj EU, se obravnavajo kot alternativni investicijski skladi. In to pomeni, da ni potrebno, da imajo dokument, ki je sicer ključen za trženje teh ETF-ov v Evropi, imenuje se KID, torej ključni informacijski dokument, ki vsebuje vse informacije, ki jih mora mali vlagatelj vedeti. To je pravzaprav za zaščito malih vlagateljev, ker so predstavljene vse informacije na enem takem one-pagerju. V glavnem, pri INR-ju veljajo očitno neka druga pravila, se pravi, gre za alternativne investicijske sklade in jih broker lahko menda ponudi. Ne sme seveda priti ta ideja z njihove strani, ampak mora priti povpraševanje na vašo pobudo. Temu se reče obratna solicitacija. Se pravi, vi ste tisti, ki boste rekli, jaz pa hočem investirati v ARK Innovation od Katie Wood, kar načeloma ni možno, znotraj INR-ja in slovenskih brokerjev pa z podpisom dokumenta obratne solicitacije oziroma povpraševanje na lastno pobudo pa je očitno možno. Nujno morate preveriti, če nastanejo pri tem kakšni stroški uvrstitve na seznam. Kot prvo, kot drugo je pa nujno treba tudi preveriti stroške nakupa takšnega ETF-a, ker naši brokerji so posredniki posrednikov in je v bistvu ta posredniška veriga bistveno daljša, kot če kupujemo inštrumente, recimo pri nekih drugih brokerjih, kot je recimo Interactive Brokers. Je pa res, da preko Interactive Brokers ne morete kupiti ARK Innovation, znotraj INR-ja pa očitno lahko. Preverite članek, ki sem ga danes objavila na spletni strani money-how, money-how.si.